ko kdo želi, pa potem se gremo obleči. Pa se kar ne počuti. Mene prijatelje, ko me občudujejo, ko imam razne srajce, in tako pa mi reče in prijatelj, mislim, ti se pa tako oblečeš, jaz sem ne bi po tako srajco imeti. Pa je imel, veš, tudi on, ampak je bil tak božec v njej, da je kar groza. Je rekel, mislim, to je, ne vem, zakaj se bojim mogoče tega, ti se moraš počutiti v bistvu v obliki. Pa ni važno, kaj velja tisto, da je treba obleko znati nositi. Ja, absolutno. Obleko moraš znati nositi. Predvsem se moraš dobro počutiti. Čeprav, veš, jaz včasih se sam sebi smejem, se zdaj, če boš tudi zdaj pogledala, mi skopo vriti ven, gledala sem tako nizke hlače, ampak to je zdaj moderno, da se... Kako si se pa navadil na to vrstne nizke pasove? Zelo težko. Še nisem navadil, moram priznati. Torej se še navajaš? Ja, ampak to so stvari, ki seveda kot človek, ki se ukvarjam z modo, tudi sam nosim. Zagovarjam pa to, da če prodajaš modo, če se ukvarjaš z modo, potem moraš tudi s tem provocirati. Biti vzornik. Ja, moraš s tem provocirati ljudi, ne? Ne zdaj, da si, ne vem, uperil ampak da si upaš obleči in jaz je to, kar se počutim še. Kako pa je, recimo, takih, kot sem jaz, to pomeni z več kilaže, kot bi bilo potrebno, kako, mislim, meni se zdi, da je vedno več takih ljudi, če govorijo o moških in o ženskah. Kako je zdaj v modni industriji? A se temu vprašanju kaj več posvečajo, glede na to, da vem, da se ti pač v teh tokovih, ker namreč zdi se mi, da je vsa leta nekako veljalo, da so bile samo neke določene številke, jih je bilo možno kupiti, vse, kar je bilo tisto že nad, si dobil pa samo tako unobel, samo za stare mame ali pa samo vreče ali pa... Ali razumeš, kaj ti želim povedati? Določeni proizvajalci imamo določene proizvajalci, ki so se opredelili samo za velike številke. To se pravi, tam začnejo številko 42 žensko in potem naprej do 52. Manjših sploh ne delajo. Imajo pa zelo čudovite stvari, mogoče za moje mnenje, dosti ekstravagantne, ampak res, ker sledijo pač modi. To pomeni, da imaš lahko prozorno bluzo, da imaš lahko karkoli in ena ženska, ki je ne tako suha kot ti, ampak ki je taka, verjetno prozorno ne bo hotela imeti zaradi tega. Tako da dosti sledijo. Tudi sicer pa vsi ostali proizvajalci delajo precej večje številke. Grejo do številke, ne vem, 46, tudi 48 vredni konfekcij. Sploh za mlade, če pogledaš, imamo tu en... Mladih je tudi že veliko debelih, ne? Zelo veliko. Jih pa občudujem, ker v bistvu jim so ni... Svoje kile zelo spontano nosim, mislim, tako se ne obremenjujejo, tako kot naše generacije. Jaz jih občudujem, ker nimajo nobenih predsodkov. So samozavestni. Ja, veš, kratke majčke, ko imajo, pa ko se vidi trebuh, tudi če imajo 3 šlaufe od spodi, da se to vidi, to sploh ni problem. Recimo, midva jih ne bi kazali šlaufe. Ne bi, ja. Torej, drage gledalke in dragi gledalci, jaz vas seveda zdajle pozivam, pokličite ali pošljite SMS, ali pa se upišite kar tamle v našo klepetalnico s kakšnimi vprašanji. Zdaj imate priložnost vprašati tudi v zvezi z modo kakšno tako vprašanje, ki vas bega. Lahko vam da tudi kakšno čisto zelo konkretno, kakšne konkretna imena, kje se lahko kaj dobi in oziroma midva vega, kje se veliko stvari lepih dobi. Tako da vabljeni, torej vse številke so izpisane, tako da ne bo problem. Jaz sem pri številkah zelo, bom rekla, nerodna, si jih slabo zapomnim, pa ne vem zakaj, ampak tako pač je. Skratka, če sva še malce pri modi, ti imaš prav, bom rekla, kakšne posebne termine določene za te tvoje stilska svetovanja, ali kako se temu reče? Ne, nimam, ne. To čisto tako? Tako, ja, poznami pokličejo, recimo, to so večino malo ljudje, ki me poznajo in gremo skupaj. Jaz se kar odločim, da grem z njimi, recimo v nakupu in mi potem povem, kaj bi jaz sestavil in kaj ne. Ja, zdaj pa še kakšna taka zadeva, ki jo morda midva zdajle še nisva povedala, s katero se pa ti tudi veliko ukvarjaš. Pravzaprav zadnjič sva se srečala na eni prireditvi oziroma na eni fešti, po domače povedano, primorski. No in tam si me zelo presenetil, ko si v bistvu nastopil tudi kot en velik šaljivc, si naredil en tak zelo luškan skeč,
Kaj to pomeni, Ja. da se tudi kot Ja, igralec jaz sem se- preizkušaš? Ja, res je. Ja. Jaz sem kot študent igral tudi v gledališču. Zmeraj neke take narodne ljudi, ker sem tudi naroden sicer. Vse to se počutim, no? Da sem tako visok, pa tako, veš, smo mi visoki, ko smo čez 2 metra, smo tako malo... Delujem, mogoče nerodno. Tako mogoče, ja. So me pač zbrali, ampak spet se meni pri meni dogajajo stvari tako počudno. Na neki fešti na Štajerskem je fantina, ki bi mogel odigrati zdravnika, ginekologa, ki pregleda 50-letnico, zbolel. In seveda, ker ga ni bilo, kdo drug bi lahko skočil, ne, in to stvar odigral kot jaz. Najprej seveda nisem hotel, ne, absolutno. In sem se moral znajti, ja, in sem takrat prvič pravzaprav odigral enega nerodnega ginekologa, ki je bil še bolj neroden kot ta, ker je imel očala, ki čisto nič ni videl skozi tako dioptrijo, ampak je bilo to hecno in sem padel, ko sem prišel na oder, veš, in ona se je mogla sleči do pasu in se je tudi slekla, veš, tam v sebi se veda in potem sem imela tako mizo, da je ležala na mizi in pregled. Skratka, to je bilo prvič, potem sem pa s tem nadaljeval in me potem vsakeč, ko se kje tako pojavim, me povabijo v to, da odigram tega nerodnega šaljivega zdravnika, ki dobi nek izvid in mora to potem seveda pregledati. Je pa sam toliko neroden, da niti ne vidi brat, da niti ne vidi, ne vem, delati. Zadnjič sva na eni pač tudi zabavi. Na Štajerskem sva 150-letnica. Ja. Sva skupaj mogla teči maratonski krog, ona je bila bosa in tako naprej, seveda. Skratka, to me kar v bistvu pristoji, veš, jaz me je to zelo tako, sploh če osebo poznam, mi je to všeč, ja, to delati. Tako da sem, sicer pa moram reči, da zelo rad, ne vem, kako se to reče, oponašam tako... Imitiraš, ja, oponašaš. Ja, oponašam, ja, znane osebnosti, ali pa se afnam. Ja, koga pa recimo? Koga tako ne raje ponašam? No, pa povej. Ali ja, naštejem zdaj, samo ne bom zdaj le ponašam. Recimo, ponašam Heleno Blagne. A ja? Potem ponašam Salome. To moramo povedati, ja. Potem recimo, ampak to tako take oske družbe, ki me sram, moram povedati. Res, si se mežljiv? A ne, ljubo. Res? Ja, tako, ja. Potem ponašam v bistvu vse te ljudi, ki so, ne vem, nerodni recimo. Ne, politikov ne. Ne? Samo zvezdnike, take glasbene, ja, glasbenike recimo, tako, ja, ki so... A tudi kaj zapojaš? Samo, kadar sem sam. V kopalnici? Ja, spepem v avtomobilu, ja, se veliko vozim, v kopalnici tudi. Javno pa še nikoli nisi? Ne, pojem pa ne. Ne znam pet, imam zelo globok bas. Ja, vem, glas imaš. Ampak ne za pet. Ja, to pa ti misliš tako. To bomo še enkrat preizkusili. Kaj bom spadal, to, da jaz še tako pojem? Kaj bi me dalo, kjer v une ti si pomajajo tak lep tenorček, tak bariton tenorček, tako, ja. Ja, mogoče s kakimi vaji pa res, da se tega seveda, to je treba poskusiti. Ti, ki se pustiš izzivati. Kaj si pravzaprav v horoskopu? Tehnica. Wow! Zanimivo! Tudi Deni prikimava, ne? Kaj je to dobro ali slabo, če si tehnica? Zanimivo. Ampak sem v podznaku škorpion, so mi povedali. Hudo. So mi povedali, da se me treba kar paziti tako. Ja, res je. Kar ustrajam pri svojih unih. Ja. Trmast, ja. Trmast? Trmast. Iz prve roke. Ja. Amava kakšno vprašanje morda, Deni? Ne še. Ne, zaenkrat še nimava. Imaš ti kakšno vprašanje? Ja, veš, danes si malo prej začela s svojo oddajo, ne? Napovedana je bila za 21 uri. Tako, ja. Ti si pa malo pohitela, tako da... Nimamo toliko vprašanj. Imaš morda ti kakšno vprašanje, Deni? Absolutno. Kdaj si začutil, da bo tvoja pot življenjska povezana tudi z mediji? Kdaj si to zaželel? Oziroma, kaj je bilo tisto, kar te je pripeljalo v te vode? Kdaj sem si to zaželel? Ne vem, če sem si v bistvu želel kdaj, da bi tako. Mogoče kot najstnik, ko imaš neke svoje idole, glasbenike, bi tudi ti seveda hotel biti